Na osnovni šoli Sostro so nas lani učenci pozdravili že na začetku avle, zdaj je njihovo mesto bliže jedilnici. Prav tako so na dežurna mesta letos učenci sedli šele oktobra. Veliko raje bi, da bi že septembra začela dežurati, ampak sem vesela, da to leto dežuramo, kot da ne bi sploh dežurali. O tem, ali naj učenci dežurajo ali ne, so se septembra učitelji odločali skupaj s starši učencev. Smo prišli do skupnega mnenja, da starši ne zahtevajo varnostnika oziroma receptorja na šoli, ampak so se strinjali, da bo ta naloga ostala zaupana še naprej dežurnim učencem. Dežurna učenka mi pomeni neko odgovornost, da mi lahko zaupajo učitelji, ker moraš v bistvu za vse skrbeti, pomagati mlajšim učencem in kakšnim staršem, ki pridejo na razgovor z učitelji. Moramo deliti okrožnice. Šola je v varnem okolju in prvi stik z obiskovalci je zdaj navadno hišnik. Kako dežurati pa učenci izvedo od razrednikov, pa tudi od starejših učencev. Starejši učenci so nam dali taka navodila, da moramo poslušati učitelje, se sprostiti, delati vmes domače naloge, da nam ne bo treba prepisovati in da bomo razumeli snov. Ministrstvo je v okrožnici napisalo, da je osnovna naloga učencev, da sodelujejo pri pouku, a učenci in šolski delavci poudarjajo, da je dežuranje tudi šola za življenje. Pa da tudi nismo sramežljivi, če nas kdo prosi za pomoč, da lahko pomagamo.